zemeljski plin, metan, v bistvu osnovni razlog je v varovanju okolja. LPP je sodeloval v projektu Civitas Elan in v prvi fazi smo se pogovarjali o hibridnih avtobusih. To je bilo vse v cilju, da se pač zmanjšajo te negativne emisije, ki jih povzročajo ti starejši dizel avtobusi, ki jih imamo še vedno v voznem parku in so veliko onesnaževalci okolja. Veliko trdnih delcev, ogljikovega dioksida, monoksidi in tako naprej. In ker se je pri hibridu izkazalo, da je ta tehnika še zelo v začetku in predvsem avtobusi, avtobusi so problematični zaradi velike teže in so potem ti avtobusi hibridni tudi zelo dragi, smo se potem odločili, da hibridne avtobuse v tem projektu zamenjamo z avtobusi s pogonom na metan. Tako da, zakaj je Iveco? Mi smo kot javno podjetje podvrženi tem javnim naročilom. Ko je bil sklep sprejet, da gremo v avtobuse z pogonom na metan, smo naredili javno naročilo in preko tega javnega naročila dobili tudi Iveco, ki so bili tehnično in cenovno in stroškovno glede vzdrževanja ekonomsko neugodnejši in na tak način so bili izbrani kot neugodnejši ponudnik. Ob otvoritvi ste že dejali, da je potrebno floto razširiti na 60 avtobusov. Zanima me, kako daleč je zdaj razkorak med 20 in 60, kako poteka širitev ekološkega voznega parka? Jaz menim, da smo relativno blizu, ker mi imamo še kljub temu v voznem parku 40 avtobusov, ki so ekološko popolnoma nesprejemljivi. Res popolnoma nesprejemljivi, ne sprejemljujejo niti standard Euro 1. To pomeni, da bruhajo te škodljive emisije, predvsem so tle problematični trdni delci, ki jih pri teh starejših saje, teh dizel motorjih zelo veliko, so tudi karcinogeni, zadeva ni toliko nedolžna. Tudi polnilnica, tako ste sami omenili, je bila dokaj visoka investicija in ambicija vseh, da se ta investicija čim prej povrne. Mi smo zdaj štartali s temi 20 avtobusi CNG, pa ne zato, da je to neka nova tehnologija, to je tehnologija, ki je stara več desetletij, da se tudi sami naučimo delati s tem, da zadeve pretestiramo in potem v nadaljevanju pride na vrsto tudi tako zgibni avtobusi, večji avtobusi. Rezultati, ki pa so zdaj po enem mestu, zelo težko govorimo zdaj o sami ekonomiki. Dejstvo je, da sam pogonsko gorivo CNG oziroma metan ne bo dražji od dizla, to so dejstva. Drugo dejstvo je, da je ekološko bolj sprejemljiv, predvsem za urbana naselja, to so tišji motorji, emisije trdnih delcev praktično nične, teh emisij je samo toliko, koliko je tega izgorevana olja, ker olje je prisotno v motorju. Tako da, če bi v enih 5-6 letih uspeli ali pa 7 letih priti potem na ta park 60-70, mogoče 80 avtobusov, potem tudi ni problem nobenega vprašanja za samo investicijo. Veliko prahu jasno dvigujejo cene prevozov. Cena v nobenem primeru nikoli ni sledila tem stroškom. Javni prevoz, ne samo v Ljubljani, tudi drugje po svetu, v teh razvitih mestih se ne pokriva z vozovnicami zelo težko 50%. Kako je država sodelovala oziroma ali sploh sodeluje pri posodabljanju voznega parka? Sodeluje. Ravno v okviru teh sredstev smo tudi najdli neke dogovore oziroma kompromise in se tudi na nivoju države odgovorni strinjajo, da je največji vložek za izboljšanje okolja v tem, če pomagajo kupiti na primer javnemu prevozniku avtobus. Veliko več se naredi, kot pa če se nekomu pomaga kupiti osebno avtomobil na elektriko. Tako da mi smo dobili za te avtobuse strani Ekosklada 10% to je vrednosti enega avtobusa, to pomeni 200 000 evrov in tudi za naprej se pogovarjamo in z Ekoskladom in z ostalimi z Ministrstvom za okolje, da bi se nakup ekološko sprejemljivih vozil za javni prevoz, javni transport subvencioniral. Javni prevoz v naši državi je nekako zakrčen. Že nekaj let se opažajo trendi padanja potnikov v javnem potniškem prometu. Kakšni so vaši ukrepi na ta trend? Jaz mislim, da je potrebno samo s politiko, da se ljudem ponudi javni prevoz, da se ljudem dopove, da vse nekaj stane. Tudi onesnaževanje okolja z osebnim avtomobilom nekaj stane in bo treba te stroške enkrat realno ovrednotiti. Mislim, da ni sprejemljivo, da se lahko danes določeni ljudje, določene družine privoščijo 3-4 avtomobile na družino, da je potrebno ničkam bolj pogledati za okolje. Ampak najprej je potrebno javni prevoz modernizirati. Avtobusi ne smejo biti stari 25 let, avtobusi morajo biti moderni, ekološko sprejemljivi, dosti pogosti in cena vozovnic mora biti dovolj nizka, da je potem
se človek odloči za uporabo javnega prevoza. Kako vi vidite, kaj bi bilo treba v Ljubljani postoriti, da bi avtobusi nemoteno vozili, da bi bilo zamud manj? To, kar vi pravite, ne? Mi že danes z temi sistemi sledenja in to zagotavljamo zelo veliko točnost. Ampak to ni zadostne. Tudi če avtobus relativno točen, porabi veliko časa. Rumeni pasovi so definitivno odgovor na vaše vprašanje. Dati javnemu transportu prednost, potem, ampak treba pa tudi kaj še narediti, to so parking rajdi, ljudem treba omogočiti, da lahko parkirajo na vpadnicah, da lahko parkirajo pred vstopom v Ljubljano, da lahko avto tudi doma pustijo in se z avtobusom peljejo. Rumeni pas narediti danes ni odgovor, zdaj je treba narediti definitivno rumene parking rajd sisteme. Tle tudi bi naj Evropa pomagala pri temu financiranju, bi se kar nekaj ne naredili. Tako da jaz upam, da bo politična odločitev in da bo politična volja, da se to res naredi. Da to energijo, ki smo zdaj 20 let vlagali v avtoceste in smo jo vlagali, ne vem kaj, začnemo vlagati ta isto energijo v javni prevoz pa v železnico. Zanimivo, pred vhodom v vašo poslovno stavbo stoji simpatičen zelen tramvaj. Škoda, da so ga ukinili naši predniki. Izbrali so linijo najmanjšega odpora, ker takrat je bilo gorivo poceni. Verjetno so pričakovali, da bo to 500 let tako, ne? In so ga takrat ukinili, škoda, da ga so, ampak mislim, da treba najprej rumene pasove, ker jaz pravim tako, ne? Če bo denar za tramvaj, potem je tudi denar za rumene pasove in dajmo narediti najprej rumene pasove, omogočiti, da bodo ti avtobusi danes, ki vozijo, hitrejši in ni lahko. Če povečamo potovalno hitrost za 20%, z enakim številom avtobusov povečamo število odhodov 800 na dan. A veste, tako da potovalna hitrost veliko pripomore. Potem pa v drugi fazi pa lahko te rumene pasove na Celovški, na Dunajski, Tržaški porabimo tudi za kakšno cestno železnico. Kaj bi kot prvi mož ljubljanskega potniškega prometa svetoval vsem dnevnim migrantom, ki se pripeljejo v Ljubljano? Tisti, ki so v teh bližnjih krajih, kjer vozi že mestni avtobus in je pogosto zagotovljena na vsak način se navaditi na avtobus. Ekološko gledati na stvari in tam, kjer so avtobusi, ne jih začnejo uporabljati. Ker Ljubljana, ne glede na vse negativnosti, bi lahko naštevala. Kakorkoli je javni prevoz, dokaj urejen na te pogoje, kakršne so. Na vsak način uporabljati javni prevoz. Kolesa, peš, tisti, ki so bliže, tako začeti nič bolj živeti za naravo.